Lepo pozdravljeni v novi epizodi PFCasta. Danes je z nami Lucija Vrankar, bivša študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Študirala je pri nas predšolsko vzgojo, pogovarjali se bova pa malo o študiju in malo tudi o tem, kaj vse ona danes počne. Mnogi jo mogoče bolj poznate pod Lucy. Lucija, najlepša hvala, da si se odzvala na moje povabilo. Hvala za povabilo, drugače pa večina ljudi me kliče Lucija Zmoravč. To je nek tak vzdevek, ki so mi ga dali, oziroma sem si ga dala. Vse si Zmoravč, ne? Ja, vse sem Zmoravč, tako. Tako pa še. Daj mi najprej povej, kakšne imaš kaj spomine na pedagoško fakulteto? Zdaj že nekaj časa, Anja, odkar si zaključila študij? Ja, zdaj je 6 let in ker sem to danes premišljevala, koliko časa je od tega, sem se kar malo zmrazila, ker ne moram reči, da je 6 let in profesorica Sanja še vedno tako dobro zgleda. Drugače pa ja, jaz imam same lepe spomine na pedagoško fakulteto, od tega, da smo imeli super urnik, profesori so bili dosti prilagodljivi, vedno se je dalo vse zmeniti. Poleg tega pa predavanja so bila, tako bom rekla, zanimiva in pri nas je bilo vedno tako, da sem rada hodila na predavanja, še bolj so mi bile pa všeč vaje, oziroma, a se še reče vaje? Ja, vaje. Zato, ker tam smo bili pa res tako sproščeni in dejansko smo dobili tisto znanje, ki smo ga rabili tudi na praksi, ki smo hodili po ljubljanskih predcih, ker sem bila predšolska vzgoja. To je bilo meni najboljš in vem, da je tega še vedno dovolj in če bi bilo še kakšna ura več, bi bilo to še boljš. Vsako leto študenti isto povejo, da če bi bilo v praksi še več, koliko se da, ne pošiljamo študenti še vedno v vrtce. Ko si študirala, si nekako imela namen, da boš delala v vrtcu? Ja, definitivno. Mislim, jaz še vedno čutim, da bom enkrat delala v vrtcu, ampak me je takrat v bistvu življenje popeljalo čisto na drugo pot. Torej, takoj po študiju, 2 tedna oziroma 1 teden potem, ko sem zagovarjala diplomo, sem se preselila v Dubaj in sem tam delala 3 leta kot stevardesa. Potem pa me je življenje popeljalo še na druge stvari, ko sem prišla nazaj v Slovenijo. Ampak poleg vsega tega sem hkrati bila vesela, da sem dokončala študij, ker po vsem tem, kar se mi je v življenju zgodilo, se mi zdi, da mi diploma še vedno daje tisto neko varnost in vem, da enkrat na stara leta, jaz vedno pravim na stara leta, ker se mi bo vsega zdelo preveč, ker se mi ne dal z nobenim obadati tako v tem svetu, ker sem zdaj, bom šla nazaj v vrtec, bom bila vzgojiteljica, bom delala z otroci, ker to je res ena taka služba, ki jo veliko ljudi pozna, ampak ne razumejo, kaj dejansko ti delaš, ko si vzgojitelj oziroma vzgojiteljica. Ti res pripraviš otroke na svet in jih naučiš tiste osnovne stvari, ki si sploh ne predstavljaš, ne vem, kako skrbeti zase, kako si umiti roke, kako si zavezati čevlje, kdaj tebe zebe, kdaj se obleči, vse. Se strinjam, da je to zelo pomembno poklica. Prva izhodiščna točka pa vemo, da tisto, kar se naredi v predšolskem obdobju, da je spremlja celo življenje. Ja, točno tako. Zdaj pa povej, kakve izkušnje si pa pridobila še potem izven fakultete? Ko te je odpeljala v Dubaj, pa potem, ko si se vrnala, pa zdaj te lahko spremljamo, pravzaprav si posodene. Si zelo, se pojavljaš in na televiziji, in na radiju, in na dogodkih, in na podcastih tudi drugih, kar nekako si v PFCastu. Tako, ja. Ja, zdaj sem čisto stvarila. Kaj je bilo osnovno vprašanje? Kakve izkušnje si pa pridobila? Ja. Mislim, jaz bom tako rekla, vsaka služba, vsaka avantura, dejavnost, ki jo počneš, ti da neko novo izkušnjo. Je pa ful zanimiv, ker se mi vse povezuje nazaj z predšolsko vzgojo. Res zanimivo. Naprimer, ko sem bila stevardesa, jaz ne bom pozabila trenutka, ko so nas učila, kako delati s potniki, kako če se nekaj zgodi, nekaj nepričakovanega, naprimer, da nimaš še enega obroka za potnika in je polon čist jezen in razdražen in kako ga pomiriš, kako pristopa do tega, kako rešiti to neprijetno situacijo. In prva stvar, ki so nam rekla, je, spusti se na nivo potnika, ker on sedi, ti pa stojiš zraven. In to je isto v vrtcu, ne moreš ti otroku razlagati nekaj tako, zdaj pa tole, ampak ti se spustiš na njegov nivo, da te on razume, da čuti to neko tvojo energijo, da sta na isti višini, da se ti sovrstnik, ne pa kakor nek nadrejeni, in isto je pri potniku. In potem, takoj, ko sem se spustila na njihov nivo, sem tako, jaz se res upravičujem, nimam tam še enega, piščanca, lahko pa za vas pogledam še enkrat, pa že vedela sem, da ni piščanca. Ampak
tem, ker sem pač šla na nek njegov nivo, oziroma njegovo višino oči, je bilo pač vse lažje. In tako se tako povezuje predšolska vzgoja. Drugače pa tudi komunikacija. Vem, da ko smo se tukaj učili komunikacijo s starši, isto je zdaj v mojem poslovnem svetu in z vsemi ostalimi, pač glavno je, da ti pokažeš neko spoštovanje, tudi če se ne strinjaš s tem, kaj ti oni kažejo, ti moraš sam sprejeti njihovo, ti moraš njim dati čutiti, da si sprejel njihovo misel in potem pač ovrednotiš svoje delo in vse to, kar delaš in potem oni to nekako sprejmejo, ker je vedno tako. Samo ti moraš sam sprejeti njihovo misel, da se oni čutijo, da ti njih sprejemaš in razumeš. Ja, ker vsak ima svoje mnenje. Tako. In isto je druga stvar, pa sprejmeš ti, kako misliš, tvoj pogled, uporabljaš tudi to dajanje povratne informacije, se pravi to, kar smo se učili, plus, minus, plus, da vedno najprej nekaj pohvališ, potem pač zapakiraš tisto, kar je treba povedati in potem zaključiš. Večina ljudi to meni daje tudi, ker če delam na teh projektih, pa tudi zdaj to delam zadnje 2 leti in sem tudi nova v tem, kar delam, in opažam, da mi predvsem te ljudi, ki so že, torej moji šefi in vsi te, ki mi pomagajo pri tem, so že nekaj časa v tem in mi dajo prav na tak način, danes na oddaji si bila super, ampak pazi na to, kako stojiš in kako se gibaš, drugače pa kako si pa dostavila ta stavek. To je bilo pa super. In jaz tako, a res sendvič, tako da super. Ampak je lažje sprejeti tudi tisto kritiko, ko pride oziroma pač priložnost za izboljšavo, če tako rečemo, če najprej dobiš neko pozitivno povratno informacijo. Vedno mislim, da se da najti nekaj pozitivnega v vsaki stvari. Ja, definitivno. Dejš malo prej, kaj vse zdaj počneš? Marička sveta. Torej, predvsem, mislim, moja glavna panoga je, da vodim oddajo na prvem programu televizije Slovenija. Ja pa jade, šov se imenuje. Potem nastopam tudi v predstavi Ženske brez filtra, to je stand-up komedija. Z mano so še Nuška Drašček, Besa Muk, Tina Gorenjak in pa Tanja Kocman. Producent je pa Ranko Barbič in Pop-up teater. Drugače pa, kaj še delam? Na radiju sem, imamo tudi Radio Frajer, kjer se vrti samo narodna zabavna glasba in delamo na tem, da bo zdaj še tudi program. Drugače pa nič, živim življenje, malo potujem, malo delam na stanovanju in tako, vsega pomalo. Pridobivaš izkušnje na vseh področjih. Točno tako, ja. Stand-up, si v tej predstavi, ni čist stand-up, je predstava, ampak bolj kot ne je. Bolj kot ne je stand-up. Ker smo vsaka posebej na odru po 20 minut. Nisem še uspela pogledati, sem nekaj, ki so objavljali na TikToku, tako da pridem še kaj, da vem. Kaj me zanima? Recimo moja izkušnja je taka, jaz nisem rada govorila pred publiko, dokler nisem začela te službe, ker sem večkrat govorila pred študenti in zdaj mi je to pač lažje. Tudi tekom študija so neke predstavitve, nekih seminarskih, ko moreš pred skupino posameznikov nekaj govoriti. A ti je to kaj pomagati pri tem, kar zdaj počneš, ali sem po drugi strani dobila kakaj? Mislim, jaz bom tako rekla, jaz sem bila vedno taka zgovorna in se spomnim, super. To zdaj moja mami gledala in rekla, sem vedela. Ne vslavim, ampak zgovorna. Ne, jaz sem bila vedno zgovorna, ampak kar me je pa študij naučil, je pa delo v skupini oziroma delo v timu, ker tukaj je bilo res veliko tega in se mi zdi to dosti pomembno, ker kamorkoli prideš, zdaj v tem času se mi zdi, da moraš delati v timu in v skupini. In tudi se mi zdi, da v življenju ne moreš priti toliko delač, če ne delaš v timu in če nisi kolegialen. In mislim, spomnim se, ker smo imeli pri, zdaj sem pozabila prav naziv predmeta, ampak lutke smo imeli. Lutke se pravi. A se rekli samo lutke, smo imeli prav predstavo in vem, da takrat smo se pa sploh mogli povezati, ker ni bilo tako, da smo se samo gledali med sabo, pa pač tista, ki bo govorila, Tu smo mogli še zraven upravljati lutke in takrat je bilo res tisto delo v timu in kako bomo to predstavljali. To plus pisanje, priprav za v vrtec oziroma za te nastope v vrtcu, sploh pri matematiki oziroma to se tudi spomnim, ker smo rezali tiste polovičke, jabolko, da smo potem otrokom predstavili, kaj je celota, kaj je polovica, to neko delo v timu, da smo si lepo razdelile. In da je vsaka čutila, da je prispevala k nalogi, poleg tega pa, da ni nobena imela feelinga, da je vse sama naredila. Tako da,
delo v timu, zdaj večkrat se to omenila, mi se trudimo, itak poklic vzgojiteljice, tako timsko delo, ker smo ponavadi večino časa skupaj s pomočnico, ampak pa še v vrtu splošno delo v kolektivu. Ampak jaz poskušam recimo pri predavanjih, kadar se kaj dela v parih, pa že prej, ko sem imela še seminarje, namenoma dati skupaj. Se pravi, ve sedite po predavalnicah, običajno tako skupaj tisti, ki se poznate, ne pa namenoma združiš dve, ki se ne družite. Ne vem, če imaš kako tako izkušnjo, če se spomniš tega, ampak a misliš, da to je koristi, zato ker v timu ti delaš z različnimi ljudmi, ne vedno s tistimi, ki si jih sam zbereš, a ne dobiš časih koga, ko moraš delati, pa pač nista mogoče na isti valovni. Ja, mislim, jaz se tega ne spomnim, če si iskreno tako konkretnega. Nisem še tako. Ja, mogoče. Je pa res, da naša skupina oziroma naš razred se je kar dobro razumel, tako da po mojem, da tudi če bi šla kamorkoli, s komorkoli, bi nekako speljali. Ampak ja, itak je pa tako, da jaz bom tako rekla, da naprimer, jaz sem za mojega sovoditelja dobila Dejana Vunjaka in hvala Bogu sem ga odprej poznala, nisem ga pa toliko poznala, mi da sem se tako poznala platonsko, zdaj so pa res ratala dobra prijatelja, ampak tudi tukaj pride do nekih teh spoznanj, kako je delati v timu, pa če si prijatelj ali pa ne. V vsakem primeru moraš nekaj požreti in nekaj se prilagoditi. Je pa to ful dobra neka taka, kako bi rekla, nek izziv, da si bolj potrpežljiv in da se naučiš tega sodelovanja. Tako da ja, meni se zdi to super. Včasih se mi zdi, da mogoče prijatelj še težji kaj reči. Če bi nekaj rada spremenila, pa nekaj drugače, včasih še težje. Sploh, če se on to potrudil in dal veliko. Sebe v... Tako. Rekla si, Vlane, da veliko potuješ tudi, Jaz te spremljam na TikToku, tako da vidim, kje si vse, tam tudi zelo na hiter za dan, dva odletiš nekam in prideš nazaj. Kaj pa tekom študija, nisi bila, na Erasmusu v Izmenjavi? Ne, nisem bila na Erasmusu v Izmenjavi in to je moj največje obžalovanje, kar ga imam. Takrat, jaz bom kar iskreno povedala, vse tiste, ki gledate. Jaz sem imela takrat enega fanta, bila sva v neki dolgi zvezi in takrat se mi ni zdelo dosti pomembno, da grem na Erasmus izmenjavo, zato ker me je bilo strah, kako bo midva to prebrodila, kako bo najina zveza to prebrodila. In če sem čisto iskrena, če te ima dosti rad, bo počakal. Oziroma, zdaj je toliko enih FaceTime, Zoom, pač karkoli, Mislim, v Evropi lahko zastonj kličeš, če imaš ta pravega operaterja, tako da mislim, da ne bi smel biti problem, da greš na Erasmus izmenjavo. Vem pa, kaj je meni pol življenje prineslo, ko sem šla v tujino, ne prek Erasmusa in sklepam, da bi to dobila v bistvu pol že 2 leti prej, če bi šla na Erasmus. In to je, da rataš toliko samostojen in toliko ne samozavesten, kot tako jaz sem najboljši, ampak tako res, v katerikoli situaciji se boš znajdel, boš znal reagirati in boš znal se iz tega ven. Jaz ne bom pozabila, ko se je začela korona, sem le še v Dubaju in takrat se je ful govorili, pač, da bojo ful odpuščali in to, in pa sem tako, pa kaj, dam odpoved, ali grem domov, ali grem sam tako domov, preden se to začne, tako bo čez 2 tedna konca, In vedno sem klicala na ambasado v Abu Dhabiju, prvič, da nisem vedela, da bojo slovensko govorili z mano, jaz to nisem vedela takrat. In potem se javim Slovenci in tako jaz vprašam, pač kdaj pa je zadnje letalo, zdaj boste Slovence pač pošiljali domov, kdaj pa je, da jaz bi pač šla, no tako joj gospa včeraj je bilo. In jaz tako, In jaz tako, kaj pa zdaj pa, nič, kar počakajte, da to mine, In takrat je bilo meni tako ful težko, ampak to sem takrat prebrodila, pač in... Zdaj, korona si bila... Ja, celo korona sem bila, v bistvu smo 2 meseca nismo leteli. Bilo je kar grozno, zaprti smo bili v stanovanju, droni so se vozili po mestu, da nismo šli ven. Prijavci se mogel na internetu, da si dobil SMS, kdaj greš lahko v trgovino. Še lahko išlo pa tako, zelo je bilo pestro, Ampak da se vrnem nazaj na to temo, če imate možnost, jaz bom kratko, če imate možnost, pejte na tisto izmenjavo. Jaz mislim, da je to ful pomembno in tudi, če noben od vaših prijateljev ne gre zraven. Res. Še najboljš, Zato, ker si pol primora najti nove ljudi, nove povezave in
se mi zdi, da to ostane za večno. No. Tudi jaz imam zdaj prijateljice po celem svetu, dobesedno Južna Amerika, imam eno v Južni Afriki, Japonska, ena je z Nizozemske, Amerika, na splošno. In zadnjič sem bila na poroki v Braziliji od kolegice, da super, dopusti za skozi. Ne, to so tudi izkušnje naših študentov, no, ko pride iz Erasmus, zelo težko je iti sploh same, najdeš še dve, ker je malo se lažje, če smo dve, ampak potem, ko pridejo nazaj, praviloma vedno pozitivna izkušnja in če grejo same, prvič napreduje jezik, vedno, zato ker se primoram pogovarjati v angleščini, če gre dve iz Slovenije, se bodo med sabo pogovarjati slovensko in potem izveni toliko možnosti. In pa druga, dejansko spoznaš ljudi, spoznaš se, to, kar si rekla, neko zaupanje v sebe dobiš. Tako to samo zvezda, zmoreš tudi sam, da ne rabiš, ne vem, se vedno na nekoga opirati, no to je da mesto to zelo pozitivno. Kako si pa z jezikom? Načeloma imamo tako na predšolski vzgoji, ko poskušamo z angleščino, s kakšnimi članki, s čim niso študenti najbolj navdušeni, ko se tam na predšolski, ampak tudi sicer. Si veliko pridobila s tem, ko si začela hoditi v tujino? Ja, mislim, definitivno je bila meni angleščina že prej dosti všeč, po zaslugi moje učiteljice iz osnovne šole. Je pa res, da je meni ful pripomoglo to neko, zdaj bo to ful gledanje televizije in vsega tega, takrat še ni bilo Netflixa. Ampak, tako bom rekla, no, jezik je ful pomemben, sploh angleščina, tako da za te članke jaz se tudi čisto strinjam, da so, ker to, kar ti jezik prinese, to, kar ti jezik odpre enih možnosti, jaz ne bi mogla delati 3 leta v tujini, če ne bi znala angleščine. Za povrh tega pa govorim še nemško in isto mi je odprlo to, da sem imela potem veliko več letov v Nemčijo, ker sem bila language speaker, se reče, na letalu in sem delala te PA. No, da še to povej, zakaj so včasih ta sporočila tako težko razumljiva? Ne vem, mislim, pri nas na Emiratesu, ali so bila vedno, ne, tako bom rekla, zato, ker si že toliko navajen to govoriti in je to tako to zdrdaš, tako je tako, zdaj je hete damen herren, herzlich willkommen in bla bla bla. Ja, tako nekaj si že welcome to the Flight Emirates, bla bla bla. Ja, ponovadi so te PA od pilota najbolj še težje razumeti. Ja, ker jaz mislim pa, da on požre ta mikrofon, ne vem, kam ga da. Ja, ne vem, sem misliš, že pilot speaking, še veš, pa pač ne veš, kaj povedati. Ampak ja, jezik je ful pomemben, tako da definitivno je fajn, da ga pač fakulteta še vedno spodbuja in da so članki v tujem jeziku. No, itak pa se mi zdi, da zdaj študentje, večina informacij, ki jih dobiš, je v tujem jeziku, torej sploh informacij od medijev, ki niso slovenski. Če spremljaš malo širše. Tako, ja. Nam lahko kaj svetuješ, zdaj, ko si 3 leta bila stevardesa, pa vas svetujemo, ne, daj nam kak nasvet v zvezi z, vem si tudi, da snemaš tudi za Ljubljansko letališče? Ja, za Ljubljana Airport delamo tudi TikTok, to sem prej pozabila omeniti, z agencijo Drom v sodelovanju delamo TikTok profil, kjer ozaveščamo ljudi, oziroma naša strategija je, da ljudi spoznajo službe na letališču in imajo nek vpogled v to, kaj se dogaja in kako je poskrbljeno za varnost potnikov in za čim bolj uspešno in pretočno potovanje. Tako da ja, mislim, da sveti za potovanje, za letenje. Jaz bom tako rekla, prvi nasvet je, da blokiraš karte čim prej, Skyscanner, Momondov, to so te spletne strani, kjer iščeš karte, potem pa pojdi na uradno spletno stran, ko najdeš karto, pa pojdi na uradno spletno stran kupiti karto. Zato da v primeru, da se zgodi kakršnakoli zamuda in da ti lahko povrnejo denar, ker spletne strani, ki dajo samo tako, ti po vsej verjetnosti ne povrnejo denar. Drugače pa, čim več potujte, ne se bati držav, ker mogoče so, kako bi rekla, v medijih predstavljene kot tretjerazredne in nevarne. Jaz sem šla sama v Brazilijo, prej sem se dosti pozanimala, kaj se dogaja in kako se lahko zaščitam. Je pa res, da vsakeč, ko potuješ, imaš neko kako se reče zdaj po slovensko, you take some risks. Ja, riskiraš. Riskiraš, ja, to. Tako. Riskirati ni slovensko, tvegati. Ja, tvegaš, še vse imaš to neko tveganje, ampak s pravimi metodami in mindsetom predvsem lahko pač, se mi zdi, si pogledaš in vidiš marsikaj. In isto je pa študiju, se mi zdi. S pravim mindsetom lahko prideš pač do konca študija in diplomiraš in greš pa še naprej na magisterij, če si super bolj priden kaj jaz, ker jaz sem študirala. Ti tudi še vedno, ne? Ja, nekoč morda. Sam pač res moraš imeti ta pravo miselnost in
vedeti, da pač vsi problemi, ki nastanejo, ali pa vsi te in izpiti, in to je vse rešljivo, no? In to mine, in še prehitro mine. In to je pa te čaka življenje, ne? Ker dobiš nekaj izkušnje. Tako, in pa te čaka življenje. Okay. Da te ne bom predolgo zadrževala, ker vem, da imaš zelo poln urnik. Mogoče za konec samo še, kaj bi ti svetovala mladim, rečemo zdaj bolj dijakom, ko se še odločajo, a bi šli na fakulteto, ne bi šli, na katero bi šli, a imaš na svet za njih? Mislim, dijakom bi najprej svetovala, da sam si mogoče napišejo seznam, kaj radi počnejo. Ne rabijo prav napisati poklicov, ker to vedno sem enkrat rekla, napiš, kje poklice bi rada delala, nisem vedela. Samo napišite, kaj radi delate in potem probite iz tega opisati, najdete fakultete, ki poučujejo v tej smeri. In a je vredno iti na fakulteto, jaz mislim, da ja. Vredno je poskusiti, vsako stvar, ki delaš v življenju, je vredno poskusiti. Tako da za fakulteto pa sploh. Jaz vem, da je bila odločitev, da sem šla na pedagoško fakulteto prava. Vem, da sem razmišljala tudi še prej, preden sem šla na predšolsko vzgojo, na vzgojiteljsko, sem razmišljala o umetnostni smeri. In mislim, da sem se kar prav odločila, da sem šla na predšolsko. In ja, definitivno se splača. Konec koncev pa, jaz imam diplomo, trenutno ne delam v tem fahu oziroma v tem poklicu, ampak vem, da mi vse kompetence, ki sem se jih tukaj naučila, prav pridejo in mogoče pa enkrat spet začnem biti vzgojiteljica oziroma opravljati ta poklic. Ker absolutno se strinjam, da študij je več kot samo poklic, ki ga pridobiš, ko končaš študija, ker dobiš nekaj, z vidika nekega socialnega učenja, dobiš neke kompetence za življenje. Pa še to bi rada rekla, ta relacija profesor-študent je čisto drugačna kot relacija učenec pa učitelj oziroma na srednji šoli. Veliko bolj je tega, da dejansko rataš odrasel v študiju, pa čas je z leti in z izkušnjami vse, kar se ti dogaja, ampak tudi ta in pogovor, in sodelovanje, in te neki zagovori ali pa predavanja, čist drug feeling je in res rataš tako samostojen in vidiš tisto pogled, kaj je dejansko odrasel svet. V bistvu je tako študij neko tista predstopnja odraslosti, ker v bistvu vse te stvari, ki se ti tukaj dogajajo s profesori, se ti potem dogajajo v življenju z tvojimi nadrejenimi. Dobesedno, no? Po mojem mnenju. Ja, se strinjam. Neka priprava na življenje, potem odraslosti, pozitivne izkušnje v glavnem. Ja, definitivno. Lucija, najlepša hvala, da si se oglasila. Upam, da prideš še kdaj. Ja, te bomo spremljali povsod, se ne vem, kje ne zdaj rečemo, ampak glavno povsod, ker se povsod nahajaš. Vam pa tudi hvala za pozornost. Hvala za povabilo.